Ste že prišli v trgovino, pa niste vedeli, kakšne kolesarske hlače zbrati, oziroma je izbira že toliko velika, da se je težko odločiti. Danes bomo šli čez rečemo, tipe poletnih kolesarskih hlač, ki se razlikujejo in mogoče kako priti do pravih kolesarskih hlač za vas. Tako da gremo začeti. Zdaj, tudi tisti, ki smo v kolesarstvu že 20 plus let, ko pridejo nove hlače ven, toliko je različnih modelov, če sem čist pošten, je meni zelo težko tudi svetovati, preden mi stranke ne zaupate malo več podatkov o sebi. Tako da zdaj ta prva stvar, ki je, mogoče kolesarske hlače se predvsem razlikujejo po vložku, gostoti materiala, tudi koliko so raztegljive, kakšne so naramnice, se pravi tudi v zadnjem delu, se pravi dobro dihajo ali ne. Tako da tukaj je polhanje enih stvari, po katerih se lahko odločate za kolesarske hlače. Zdaj, ta najbolj moderne, ki so prišle ven, so zdaj hlače že enih par let, ki imajo tulele laserski zaključek na koncu. To je predvsem estetsko lep izgleda, pa kakšni so tudi se jih zelo hitro, kako bi rekel, zelo hitro dobite rdečice, zaradi kakšnega dodaten pritisk silikon, kakorkoli na telih trakovih tukaj spodaj, se pravi elastičnih, in je pač zdaj so naredili tudi take hlače. Saj to že nekaj časa obstaja, po moje že 10 let, ampak zdaj mislim, da se šele ta, rečemo, da šminkeraj v kolesarstvu malo bolj razvija in je kaj tazga je pol kar orang plus. Zdaj, kar se tiče boljših kolesarskih hlač, so tudi mogoče boljši, bom rajši rekel, dražjih kolesarskih hlač, se tudi večina razlikuje po kompresiji, se pravi tiste, ki so malenkost dražje, to govorimo 150 € pa gor, so po večini tudi kompresijske in pač bolj držijo, bolj stisnejo mišice, kar pomaga tudi dovajati kisik do krvi, kar pomeni tudi, da je v bistvu naj bi malenkost dlje oziroma bolj lahko iztržil iz mišic. Zdaj, koliko se to pol dejansko pozna, mogoče tisti, ki ste tekmovalci, že veste, pri samih rekreativcih je pa ta razlika res zelo majhna. Zdaj, kar se tiče kolesarskih hlač, ki bi jih jaz danes predstavil, tole so ta nove Equipe R od Asosa. Mi je glih ta, za moje pojme, sweet spot med res orang hlačami, pa med unimi čisto osnovnimi. Zdaj, jaz tukaj za kolesarske hlače govorim 100 € pa gor, kar je pod 100 €. Ne vem, če sem že našel kakšne kolesarske hlače, ki so bile res dobre. Pa to govorim, se pravi, da stisnejo med nožju tako, da ko ste na nogah, da se pač ja, da se ne naredi nekega, kako bi rekel, da ni nekega zraka vmes, ampak da vas res lepo stisnejo. Potem, da imajo že te zaključke lasersko odrezane, v sprednjem delu pridejo nižji, pa je tukaj res zelo udoben material, tako da vas tudi ne pritiska orang na trebuh. Zdaj, kar se tiče samih naramnic, so res pač orang raztegljive, tako da vas tudi vežejo načeloma ne. V zadnjem delu so razen naramnic ni nobene odvečne mreže, tako da je tudi zaradi tega še bolj ždiha, pa material, ki ga primete v roke, so res tanke, pa gost je material. Tako da pri teh hlačah, za moje pojme, je to pač price performance, en izmed najboljših nakupov za vse, ki se vozite veliko, pa ki želite imeti res top hlače. Zdaj, zakaj se pri Asosu, rečemo, so te hlače alfa, omega, mogoče za komplet kolesarsko industrijo. Lahko povem eno cvetko. En let smo bili v Friedrichshafnu na Eurobikeu in ni bilo proizvajalca, ki se ni primerjal z Asosom. Se pravi, smo bili pri 4 proizvajalcih, rečemo, in vsak je imel naše hlače, potem so imeli pa druge in vsi so se primerjali z Asosom. Tako da tukaj mogoče veste, če se konkurenca primerja z vami, pol dela že zihar neki prav. Ta druga stvar, toliko patentov, ko imajo oni na hlačah, jih praktično nima noben. Zdaj pa sam še na hiter, zakaj izbrati te hlače, pa zakaj jih ne izbrati. Se pravi, te hlače imajo zdaj samo, pa rečem samo zato, ker so tudi že orang debelejši vložki na trgu, te imajo 9 mm podlogo, tiste hlače, ki jih pa tudi dobimo, se pravi Mille GT, tiste imajo pa 11 mm podloge, se pravi 2 mm razlike, potem imate pa še kar orang debelejše GTS vložke itd., samo teh ne bom danes kaj preveč govoril. Zdaj, za vse, ki se
veliko vozijo lažje kolesarje, je ta 9 mm podloga v večini boljš se obnese, kakor pa Mille GT ali pa še kaj debelejšega. No. Tako da tukaj, ne vem, jaz jih še nisem sprobal, dobimo našo pošiljko okrog začetka aprila, tako da hlače že lahko naročite, ker pride res zelo omejena količina, pa kar bojo imele naše hlače, drugače od teh od Asusa, poleg Asus logotipa, kle pa tukaj, bojo imele še, se pravi, klele na zadnji strani, tukaj čez bo bil še napis Let's Ride, se pravi hashtag Let's Ride, in to je to. So pa trenutno ugodnejše od Asusovih, če greste na našo spletno stran, jih poklikate in dobite za 169 evrov, ker zdaj cena na Asusovi strani je 190 evrov, je pa količina omejena na 20 kosov, tako da če se bo to prodalo, bomo zelo hitro pač spet naročili nove in to je to. Tako da že, ko se jih drži v rokah, no, so pa hlače res delujejo orangtanke, sam se vidi, da je gost material, tako da to je to. Zdaj pa še te druge hlače, se pravi so pa Mille GT C2, te hlače so pa zdaj pri Asusu že kar nekaj časa, se pravi 11 mm podloga so malenkost bolj udobne, tudi kroj je malenkost bolj udoben, 11 mm podloga, vse ostalo, malenkost je drugačen tudi material, tako da tukaj bom rekel, da tisti, ki se odločate med enimi pa med drugimi hlačami, mogoče največja razlika je ta, da Mille GT hlače imajo klele spodaj še, se pravi še tole elastiko, medtem ko Asset, se pravi te Equipe R hlače pa nimajo več te elastike. Tako da to je tista največja razlika, se pravi podloga, lasersko zaključene hlačence, malenkost je šel na ramencah, pol je pa še ta material, ki bom pa tako rekel, tisti, ki so veliko na kolesu, boste opazili, tisti, ki so to neke začetne hlače, pa da delate par tisoč kilometrov na let, ne vem, jaz vozim Mille GT hlače, imam Equipe RS, se pravi, bom rekel, da rečemo ta razred, kot so te, pa da je neko bistveno razliko čutim, ja, je pa res, da zdaj že par let sem na kolesu, zelo malo letos, kam pa več, bom šel pa v nakup enih 2 ali 3 telih Asset R naših hlač, tako da to je to. Če imate kakršenkoli vprašanje o hlačah, kako se razlikujejo, se pravi poletne hlače, napišite dol v komentarje, če ste že vozili Asus oziroma ga vozite, lahko napišete, kaj vam je všeč, kaj vam ni všeč. Predvsem me pa zanima tisti, ki ste testirali razne debeline vložkov, vam bolj ustrezajo te debelejši vložki 15 mm plus, ali vam ta standard, ta sweet spot nekje med, bom rekel, okrog 10 mm bolj ustreza. Tako da to je to za danes, komentirajte spodaj, pejte ven na sončka, pa let's ride!